in ko se vmeša politika v mojo stroko, mislim, da je skrajni čas, da jaz kot stroka se vmešam v politiko. Ampak se niste ne gre za morebiti, cepljenje samo. To je bila samo eskalacija problema. Ampak gre se za vse, kar je vodilo do tega. Gre se za to, da je bilo eklatantno kršenje da so bile kršene temeljne človekove pravice in vsi smo se ozrli stran. Če se bom ozrla stran, še jaz se ne bom nikoli oprostila. Ja, ampak se upravičujem, vseeno bom vprašala. Ravno rdeča predsedniška preproga se vam zdi primerno mesto za, v bistvu mogoče, sta stališča za... Se vam ne zdi za branjenje človekovih pravic? Ker zdravnik je zelo podobno kot predsednik. Mi zdravniki ne smemo delati razlik, veste? Kdorkoli pride k nam, mi se nikoli ne vprašamo o njegovih političnih prepričanjih, o njegovih načelnih, o spolni usmeritvi, o obliki otrok, o obliki, kako bo posloval, na kakšen način, kot privatnik, kot javno zdravstvo. Mi se ne vprašamo nikoli. Se pravi, predsedniška funkcija se vam zdi najbolj primerna za ta vprašanja? Recimo, ne more biti ne vem, vladna organizacija. Ja. Jaz sem ravno to pogrešala. Jaz sem pogrešala točno to, da je bil prostor samo za nekatere, za druge pa ni bilo prostora. Predsednik mora dati pa prostor vsem. In samo eno skupno točko moramo imeti, on mora braniti ustavni red in vsakega posameznega prebivalca.